Ko je govora o tekmah 9. kroga, včeraj sta bili že odigrani dve, Domžale Radomlje 2-0, strelca Dobrovoljci in pa Georgijevič, torej zmaga Domžalčanov na občinskem derbiju. Olimpija pa je z minimalnih 1-0 zadetkom Zilkiča. Pa nov napad za Tabor. Za trenutek Bongongui, pa potem tudi strel proti vratom prva. Toda odlično tule Nemanič proti napad Tabora. Tole je zdaj priložnost in gol! 1-0, Bongongui je zdaj popeljal Tabor do prednosti v 13. minuti, potem ko je dobil žogo, se znašel pred vrati Janžekoviča in Tabor zdaj torej do prednosti. Kama, zdaj poizkus po sredini, Đerlek, dobra podaja proti Pečniku. Pečnik do strela, ampak pa bo Krivičič. Krivičič pred vrata, tole je zdaj nevarna situacija. Martic s težavami, priložnost in na koncu igral v drugi ligi za Brežice, udarec iz kota še enkrat, tole je priložnost in gol! Klemen Nemanič je dosegal zadetek, 50. minuta in Tabor vodi z 2-0. Tole je bil odličen strel, natančen strani branilca. Bravo. Tole zdaj Bongongui. Pa Kuao, kazenski prostor, še ena priložnost. Pečnik tvegano, Janžekovič s težavo in Bongongui pelje Tabor do prednosti s 3-0. Napaka Luke Janžekoviča, tudi zelo tvegana podaja Gašperja Pečnika. No in Tabor, mislim, da zdaj lahko rečemo, je na izjemno dobri poti, da pride do prve domače zmage v letošnji sezoni. Časa ni več veliko, 66. minuta in na zelenici pri domačih, ki zdaj seveda lahko igrajo precej sproščeno. Tule žoga proti Kljunu. Kljun je v kazenskem prostoru. Kljun pred vrata, priložnost za Toliča. Še nevarno. In kaj je tule zgrešil Kevin Dukore namesto Stančiča in Stankoviča. Tule zdaj še enkrat Nemanič, priložnosti, gol! 4-0, Bongongui pa prihaja do gola številka 3 na tekmi proti Aluminiju. Bongongui, še gol številka 3. Z mano je Dušan Kosič. Kaj reči po takšni zmagi? Zmaga 4-0, pa bodimo morda pikolovski. Kaj bi še spremenili v igri vaše ekipe? Danes nam je veliko tega uspevalo. Lepa zmaga za neko samozavest, ampak vsaka tekma je zgodba zase. Tudi danes bi šla lahko v drugo smer. Danes smo veseli, ker se nam je pač veliko tega išlo. Nič več kot to. 3 točke so na računu in seveda treba se naprej ozrti. Verjetno še kakšna beseda glede Rodriga Bongonguija. 3 goli na eni tekmi, to se ne dogaja prav pogosto. Ja, žogo je vzel za domov, tako da mu jo bomo podpisali, pa da ima za spomin. Verjetno tudi sam takih zmag ne doživljam pogosto, tako da lepo, no. Dan za poveselice, jutri pa spet udelo se zagnati. Visok poraz proti Taboru, kar 0-4. Težava je bila morebiti tudi v tem, da niste niti enkrat udarili v okvir gola. Kje ste videli danes tisto največjo težavo? Absolutno največja težava je bila v pristopu.
Ne vem, če smo mi danes v celi tekmi vzeli 10 žog, če smo dobili, ne vem, 20% odbitih žog. Tu tiči glavni vzrok današnjega poraza. Nič posebnega v prvem delu, velika napaka, naša napaka. Čeprav smo v prvem počasu imeli par zelo obetavnih protinapadov, katere bi lahko bi bolj zaključili. Nismo uspeli, v drugem počasu pa prijetno spreten zadetek iz kota in potem je šlo navzdol, malo bolj smo se tudi odprli. Ja, in potem je domačini so nas kaznovali zaradi te odprte igre in povsem zaslužena zmaga domačin. Vas je morda tista zmaga proti Mariboru nekako preveč dvignila, zmaga s 3-0, danes poraz z 0-4? Ne, zakaj? Tekmo z Mariborom smo bili pravi, danes pa nismo bili pravi in samo to je, ko smo pravi, ko delamo v obrambi tako, kot je treba, ko si želimo priti v duel, ko zmagujemo v duelih, potem tudi naša igra steče. V nasprotnem primeru imamo dosti težav, kar se je danes pokazalo in nič, glave gor, gremo dalje, četrtek je nova tekma in bomo poskušali popraviti ta bled vtis na naslednjem srečanju. Pred mikrofonom je Aljaž Krefl, kaj sploh reči po takšnem porazu? Ja, težko je komentirati, karkoli na tej tekmi ni bilo iz naše strani čisto nič pozitivnega. Enostavno smo tekmo že slabo odprli in pa se iz minute v minuto so se stvari samo še slabšale. Enostavno danes nismo bili pravi, to je bil daleč najslabša predstava v tej sezoni, je bila to iz naše strani in to je zelo zaskrbljujoče. Ne vemo zakaj se nam je to danes zgodila taka predstava, enostavno slabo je bilo, zelo slabo. Ja, vaš trener je dodal, da mogoče ni bilo pravega pristopa. Pa, ne morem reči, da ni bilo slabega, mislim, da ni bilo pravega pristopa. Enostavno tekma se je obrnila v tako smer, v vseh duelih smo bili prepočasni, delali smo tehnične napake, ko jih ponavadi takih ne delamo. Na koncu smo prijeli 4 zadetke, verjetno 3 ali 4 iz naših napak. Tako da to je, ne vem, enostavno, ne, mogoče tudi ni bil pravi pristop, ampak danes je bilo res zelo slabo. Tilj Mavretič, najprej čestitke za zmago proti Aluminiju s kar 4-0. Kaj se je spremenilo v teh dneh oziroma po prihodu Dušana Kosiča? Ja, mislim, da se že vidi delo novega trenerja, kakor se vidi nova energija na igrišču. Mislim, da smo dobro pobirali druge žoge, bili smo zelo disciplinirani v obrambi in tudi iz tranzicij si ustvarjali priložnosti, kot smo tudi prišli do 4 golov. Bo zdaj morda tule igrati nekoliko laže, glede na to, da ste prekinili urok brez zmage na domačem stadionu? Ja, sigurno je bilo čudno za Sežano, da ne zmaguje več doma, ker smo bili znani potem prej, tako da upam, da je ta tekma samo nek nov začetek, da bomo začeli zmagovati tudi doma.